Torej, kot uvodoma povedano, današnji seminar je v bistvu namenjen predstavitvi akcije partnerstev za sodelovanje na področju terciarnega izobraževanja. Gre za decentralizirano akcijo v okviru programa Erasmus+, za katero se prijavljate pri nacionalni agenciji, torej pri nas nad CMEPIUS-om. Zdaj, katere vse institucije sodijo na področju terciarnega izobraževanja, so v bistvu natančno opredeljene v programskem vodniku, kjer pa se uporablja izraz visokošolstvo oziroma visokošolske institucije. Vseeno pa poudarim, da torej to vključuje tudi institucije, tudi višje strokovne šole in pa v bistvu vse institucije s področja terciarnega izobraževanja, torej univerze, samostojne visokošolske zavode, šolske centre oziroma višje šole znotraj šolskih centrov, samostojne višje šole in torej vse tipe institucij, ki izobražujete za področje terciarnega izobraževanja. Kot bomo povedali kasneje, tekom seminarja lahko seveda kot prijaviteljice sodelujejo tudi druge javne in zasebne institucije, pri čemer je tisto glavno vodilo, koga pravzaprav nagovarjate oziroma čigave potrebe naslavljate skozi vaš projekt, torej na tisto področje se tudi prijavljate. Običajno dobimo tudi nekaj vprašanj, kako je z prijavami različnih podjetij, ki se profesionalizirano ukvarjajo s tem, da v bistvu pišejo prijave za različne institucije oziroma različne prijavitelje na različnih razpisih, ne samo pri nas. Zdaj, tukaj je pač neko naše osnovno priporočilo, da seveda je pač vaša odločitev, s kom se odločite morebiti sodelovati, tudi pri pripravi vaših projektnih prijav. Vseeno premislite o smiselnosti takih sodelovanj. Mi namreč nudimo res sistematično podporo v obliki več seminarjev, tudi takih z bolj tehničnimi navodili. Prav tako smo vsem prijaviteljem na voljo tudi za brezplačna individualna svetovanja, tako da v okviru v bistvu naše javne službe pravzaprav nudimo in pa sistematično podpiramo vse prijavitelje, ki se odločijo v bistvu sodelovati, tako da seveda ste sami tisti, ki pa najbolje poznate svoje potrebe oziroma potrebe vaših organizacij in vaših deležnikov, tako da menimo, da ste ravno vi tisti, ki ste v bistvu najbolj strokovni, da te potrebe tudi ustrezno naslovite. Na kratko se bomo v bistvu dotaknili vsebine današnjega srečanja. Torej, kot uvodoma pojasnjeno, se današnji seminar snema. Vabljeni ste, da tekom vprašanja, tekom seminarja, vkolikor imate kakšno vprašanja, ta postavite v chatu. Na koncu seminarja bo pa na voljo tudi čas oziroma prostor za razpravo, v kateri se javite z dvigom roke, torej v orodju Zoom. Po seminarju bo seveda na voljo tako posnetek, kot tudi prezentacija na naši spletni strani. Danes bomo skupaj predvidoma 2 uri, vmes bomo naredili tudi krajši odmor, da ne bo prenaporno. In kot rečeno, je v bistvu današnji seminar pravzaprav uvodni del oziroma prvi izmed 2 delov. Srečali se bomo ponovno tudi jutri ob isti uri. In pa kot dodaten oziroma tretji sklop podpore so na voljo individualna svetovanja, na katera se lahko prijavite prav tako preko naše spletne strani. Torej današnji del bo bolj uvoden in bomo predstavili bolj splošne informacije o samem programu, o vseh relevantnih strateških dokumentih, iz katerih izhajajo tudi prioritete programa v tem programskem obdobju. Dodaten poudarek bomo dali prečnim prioritetam in pa področnim prioritetam za terciarno izobraževanje, kjer smo še dodatno definirali v bistvu prioritete posebnega nacionalnega pomena. In pa v bistvu danes bom ponudila nekaj osnovnih informacij o sami akciji. Torej, veliko se v programu in v našem žargonu se veliko pogovarjamo o kraticah, tako da akcija tale, ki je predmet v bistvu današnjega srečanja, je akcija K220 HEAD, torej za Higher Education. Na jutrišnjem delu bomo pa v bistvu nekoliko bolj konkretno šli čez samo projektno prijavo, v smislu definicije nekih projektnih aktivnosti v kontekstu programa Erasmus+,
kaj so pravzaprav upravičene aktivnosti, katere in po kakem ključu se financirajo. Tukaj imamo letos tudi kar nekaj novosti v primerjavi z lanskim letom. Prav tako pa bomo na podlagi identificiranih šibkosti iz prijav preteklih razpisov, torej preteklih let, podali tudi konkretna priporočila, kako nasloviti v bistvu te elemente prijave, ki so bili slabše ocenjeni in tako v bistvu bolj, bom rekla, z boljšo prijavo, a ne pač bolje konkurirati tudi na samem razpisu. Čisto formalno obvestilo, torej predstavitev ni del razpisne dokumentacije. Za vso razpisno dokumentacijo se lahko obrnete na našo spletno stran, kjer najdete predvsem in torej kot osnovno gradivo vodnik za prijavitelje. Na voljo je v angleškem in pa v slovenskem jeziku. Zdaj v primeru kakšnih nejasnosti pri interpretaciji velja pravilo, da se izhaja pač iz angleške različice vodnika. Zdaj, vodnik je točno to, kar pove že ime, torej vodnik, neka usmeritev, ne definira vseh podrobnosti, vseh izjem. Sama pravila so potem nekoliko bolj konkretno definirana tudi v sporazumih, ki jih sklenemo s tistimi projekti, ki so izbrani za sofinanciranje. Seveda pa vsa pravila interpretiramo po usklajevanju z Evropsko komisijo. Kdor je morda prijavljal oziroma pripravljal projekt za prijavo že lani, bodite pozorni, da res upoštevate pravi, torej letošnji vodnik. Namreč, kot sem že povedala, je letos kar nekaj novosti, predvsem na področju načina financiranja teh projektov, tako da bodite pozorni, da boste res izhajali iz ažurnega vodnika in imeli prave informacije. Prav tako dodatna novost, v bistvu ravno od včeraj, ko smo imeli sestanek nacionalnih agencij z Evropsko komisijo, je to, da bo v bistvu vodniku dodana še ena priloga, ki trenutno še ni objavljena, ker komisija v bistvu ravno finalizira vsa vprašanja, ki so bila naslovljena v zvezi s tem. Ta priloga bo bolj natančno definirala torej letošnjo novost v financiranju, prehajamo na lump sum financiranje in bo seveda takoj, ko jo bo komisija pripravila, bomo tudi to objavili na naših spletnih straneh v zavihku razpisi oziroma razpisna dokumentacija. Tako da vabljeni k spremljanju in v bistvu k temu, da se poslužujete res vseh vodnikov, priporočil in v bistvu drugih dokumentov, ki so vam tam na voljo v pomoč. Tudi tekom prezentacije se bomo v bistvu sklicevala na različne dokumente, nekaj je tako imenovanih policy dokumentov Evropske komisije, nekaj je neposredno dokumentov vezanih na program, tako da kasneje boste tudi prijeli prezentacijo, kjer imate vse povezave do vseh relevantnih dokumentov oziroma njihovih kratkih povzetkov, tako da vabljeni k branju. Tako, če začnemo v bistvu na začetku, zakaj pravzaprav sodelovati v programu Erasmus+. Nekako na to najbolje in najbolj strnjeno v bistvu odgovorimo ravno z novim sloganom programa, ki je Bogati življenja in širi obzorja. To je bilo nekako prepoznano in mogoče nekoliko bolj poetično ubesedeno na podlagi učinkov, ki jih različni posamezniki in različne institucije, ki v programu sodelujejo že preko 35 let, prepoznavajo kot neke osrednje učinke in pa v bistvu dodano vrednost svojega sodelovanja. Osrednji namen programa tudi v tem programskem obdobju ostaja seveda dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja in s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije. Namen programa je seveda skozi različne mehanizme pripomoči k zmanjševanju strukturnih razlik med posameznimi državami, posameznimi regijami z različnimi ukrepi in pa seveda skozi pomočjo programa dejansko pomagati potem tudi posameznikom, posameznim udeležencem v aktivnostih oziroma vsem tistim, ki bodo tako ali drugače posredno ali neposredno uporabljali neke rezultate in pa v bistvu projektne outpute, ki nastanejo v okviru projektov.
Še poseben poudarek dajemo letos in pa nasplošno v tem programskem obdobju vprašanjem vključenosti oziroma inkluzije, tako na ravni programa, kot v bistvu z naslavljanjem vprašanja oziroma vsebin vključenosti v samih projektih. Ta tema je bila včasih močno prisotna na področju mladine, ampak sedaj seveda tudi na področju izobraževanja, tudi terciarnega izobraževanja, kot bomo videli tudi na primeru ciljev oblikovanja evropskega izobraževalnega prostora. Splošni cilj programa seveda ostaja podpora strokovnemu in osebnemu razvoju posameznikov, kar posredno in posledično prispeva k trajnostnemu razvoju, boljši zaposljivosti diplomantov in pa socialni koheziji. Seveda preko programa krepimo tudi evropsko identiteto. Ravno program Erasmus Plus je v bistvu eden izmed najuspešnejših in tudi najbolj prepoznavnih programov Evropske unije, ki je do sedaj tako preko mobilnosti, ki so najbolj številčne in tudi najbolj prepoznaven pečat tega programa, kot tudi projektov v bistvu znatno prispeval k krepitvi evropske zavesti, aktivnega državljanstva, predvsem med mladimi. Ravno na področju mladih, kamor pa se uvrščajo tudi študenti, torej ki so ena od ciljnih publik na področju terciarnega izobraževanja in ki jih večina institucij nagovarja s svojimi projekti, so postavljeni pred številne izzive, tudi izzive aktivne participacije, ki trenutno niso ustrezno naslovljeni s sistemskimi, mladinskimi in pa drugimi politikami. Zakaj se odločiti za sodelovanje v programu Erasmus Plus? Če pogledamo skozi številke, torej ponuja kar 26,2 milijardi razlogov v tem programskem obdobju, toliko je namreč ocenjen skupni proračun. Kot vidite, je to skoraj dvakrat več, kot je bilo na voljo v prejšnjem 7-letnem programskem obdobju. V prosojnici vidite tudi razrez, v bistvu, kako se bodo ta sredstva delila bodisi na tipe projektov, bodisi na področje sodelovanja. In če pa pogledamo čisto konkretno za našo akcijo na naši agenciji, bo letos na voljo okvirno 2,5 milijona evrov. To je budžet, ki je primerljiv z lanskim letom. Lani smo imeli nekaj večji poskok, predvsem na račun manj zaprošenih mobilnosti v času epidemije. Zdaj, vkolikor bo to predmet tudi prijav letošnjih projektov, ki se prijavljajo na akcijo K1, se utegne zgoditi še kakšno dodatno manjše povečanje proračuna naknadno, vkolikor sredstva za projekte mobilnosti ne bi bila porabljena v polnosti. Če pogledamo zdaj nekoliko bolj vsebinsko, zakaj v bistvu sodelovati pravzaprav v programih oziroma v projektih Erasmus Plus. Tukaj je nekaj podatkov za področje terciarnega izobraževanja, kaj so bili v bistvu prepoznani kot glavni učinki. Torej, učinki so večplastni, tako na posameznike kot na sodelujoče institucije in potem seveda tudi širše, sistemsko in pa na, tudi bom rekla, širše okolje in pa širšo skupnost, kjer pravzaprav te projekti v bistvu puščajo neko svojo sled. Za lažjo predstavo v bistvu nekih dobrih projektnih rezultatov in učinkov, ki jih ti dosežejo, bi zdaj pogledali en kratek nekajminuten video, ki predstavlja primer uspešnega projekta, ki je bil pri nas nagrajen tudi s priznanjem Jabolko kakovosti. Gre za projekt Univerze v Ljubljani, DigiLink, pa bi sedaj prosila Tino, da nam pokaže posnetek. Za vse udeležence programa Erasmus Plus, tako za študente, kot tudi za naše zaposlene, dejansko Erasmus Plus predstavlja
pomembno priložnost za pridobivanje življenjskih izkušenj, za mehkih veščin, za spoznavanje drugih okolij, za pravzaprav bogatenje sebe in osebnostno rast. Ob pridobljenih novih znanjih je to zagotovo tista najpomembnejša dimenzija, ki jo program Erasmus Plus kot najuspešnejši program, tovrstni program v Evropski uniji seveda predstavlja in menimo, da je izjemno pomemben za nadaljnji uspešni razvoj naše univerze in tudi sicer akademskega prostora ter družbe kot celote. Jaz sem posebej vesel zaradi ravno našega tako zvanega tretjega poslanstva sodelovanja z okoljem, da zelo dobro sodelujemo z srednjimi in osnovnimi šolami, kamor grejo ti Erasmus študenti in dijakom in učencem tam predstavljajo sebe, svojo kulturo in tako mi izven univerze tudi širimo ta duh evropske identitete, če lahko tako rečem, vidik tega, da če je nekaj tuje, ni slabo. In tudi z aktivnostmi, kot so gremo na Erasmus, ko v mestu smo imeli parado, kjer so študenti svoje zastave nosili po mestnem jedru in kjer je celo prebivalstvo lahko videlo, Maribor pa je mednarodno mesto. Projekt DigiLink je bil namenjen vzpostavitvi enega novega kompetenčnega okvirja za področje digitalnega jezikoslovja in pa glavni projektni rezultat je bilo spletno središče za e-učenje za digitalno jezikoslovje, kjer je danes na voljo 7 spletnih predmetov z različnih področji, ki so prosto dostopni študentom z vsega sveta. Skozi projekt DigiLink smo sodelujoči z vseh 5 univerz in enega podjetja, ki je bilo vpleteno, pridobili ogromno novih veščin, predvsem z področja e-izobraževanja, e-učenja, izdelave interaktivnih spletnih vsebin. Projekt DigiLink ima pomemben vpliv na univerzo kot celoto. Rad bi pa poudaril ta dva vidika. Eno je tehnološki vidik, drugo je pa seveda didaktični vidik. In seveda vse te ugotovitve tega projekta so danes še kako aktualne. Gotovo je ta mednarodna komponenta izredno pomembna, sodelovalo več evropskih univerz in kot rezultat ali pa osnova tega projekta je tudi priprava skupnega interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa Digitalna lingvistika. Ta program je celovit magistrski dvoletni študij, ki predvideva tudi redne izmenjave profesorjev in študentov, tako da krepi nekako to mednarodno vpetost in hkrati vzpostavlja eno novo, zanimivo interdisciplinarno področje. Hvala Tini za tale video vložek. Torej, uvodoma smo lahko videli univerzo v Mariboru kot primer dobre prakse za projekte mobilnosti in pa potem kot napovedano, torej primer dobre prakse, projekt DigiLink. Sicer je v okviru programa Erasmus Plus vzpostavljena tudi enotna spletna platforma projektnih rezultatov, tako imenovana EPRP platforma, tudi povezavo boste našli med gradivi oziroma v prezentaciji. Tako da vabljeni, da v bistvu tudi tam pogledate projekte, še posebej tiste projekte, ki so označeni kot primer dobre prakse. Prav tako vam pa lahko ta platforma v bistvu služi tudi v pomoč pri analizi potreb, torej da lahko pogledate, kaj je iz vašega strokovnega področja oziroma tiste vprašanja, ki jih želite nasloviti, kaj je bilo na tem področju pravzaprav že narejeno in tudi financirano v okviru programa Erasmus Plus, in če se lahko bodisi navežete na neke že obstoječe projekte oziroma jih nadgradite ali pa morda svojo idejo zasukate v neko drugo smer, če ugotovite, da je nekdo pravzaprav
to vprašanje v bistvu že razrešil in ponudil neka orodja v pomoč tudi uporabnikom, ki morda niso neposredno sodelovali pri posameznem projektu, kar je v končni fazi tudi namen vseh teh aktivnosti, torej da se dosegajo čim širši učinki, ne samo na neposredno vključene in sodelujoče institucije, ampak seveda tudi širše. Tako, omenila sem torej, da smo v drugem letu oziroma drugem razpisu znotraj tega programskega obdobja, pa bom sedaj z vami delila tukaj, lahko vidite nekaj zanimivosti oziroma nekaj informacij vezanih na pretekli razpis, torej iz lanskega leta. Torej, okvirna višina sredstev je bila na koncu s temi prenosi, ki smo jih izvedli iz drugih akcij, približno taka kot letos. Da razpis se je uspešno prijavilo 24 prijav oziroma 24 projektov, vse so bile tehnično popolne in so bile potem dodeljene zunanjim ekspertom v ocenjevanje. Glede na razpoložljiva sredstva smo v bistvu lahko odobrili za sofinanciranje kar 9 projektov, 4 so bili na rezervni listi, 11 je bilo pa zavrnjenih, ker niso dosegali tistega minimalnega praga točk, ki je torej bodisi skupno število točk, bodisi vsaj polovica doseženih točk pri posameznem ocenjevalnem kriteriju. Zdaj, lani je bilo v bistvu s temi 9 projekti na tej akciji oziroma na področju terciarnega izobraževanja odobreno nekako rekordno število projektov. Tisti, ki ste z nami že več let, veste, da je bilo običajno odobrenih nekje 4, morda največ 5 projektov v bistvu na tem področju, tako da lani smo na račun povečanja sredstev tukaj naredili res en velik preskok. Pa ne samo kvantitativno, ampak z veseljem povem, da tudi kvalitativen preskok, namreč kakovost projektov oziroma prijav je bila kar občutno višja v primerjavi s preteklimi leti. Če pogledamo recimo povprečno oceno na razpisu 2021 in v prejšnjem letu, torej 2020, je bila recimo lani povprečna ocena skoraj 80 točk, medtem ko leto poprej 71 točk. Torej, tukaj govorimo o projektih, ki so bili predlagani v sofinanciranje, ampak tudi na splošno se je dvignila povprečna ocena vseh prijav iz 61 na kar 70 točk, v bistvu v lanskem razpisu. Največja šibkost prijav je bila še vedno analiza potreb, več o tem bomo v bistvu povedali tudi na jutrišnjem seminarju, tudi s konkretnimi navodili in priporočili. Prav tako pa so bile prijave večinoma slabše ocenjene pri vprašanjih implementacije zelenih praks v projekte in pa vključenosti. Tukaj bi si dovolila ta poudarek, da ne glede na to, da morda vaši projekti ne bodo primarno naslavljali teh 2 prioritet, torej zelenega in pa vključenosti, morajo biti vseeno ta načela skladno s programskim vodnikom in skladno tudi z načeli EČ listine za področje terciarnega izobraževanja ustrezno vključena v vašo projektno zasnovo oziroma projektno prijavo. Če dam kar en konkreten primer, recimo zapis na način nikogar ne bomo izključevali, ne pomeni, da je tak projekt vključujoč. Ampak več v nadaljevanju, ko se bom tudi podrobneje dotaknila v bistvu vseh teh prioritet in dokumentov, ki jih podpirajo, kot tudi dokumentov, ki so vam lahko v pomoč pri pripravi in pri naslavljanju posameznih prioritet. Z vami bi delila še eno ugotovitev iz lanskega razpisnega roka, namreč to velja pa zdaj predvsem za velike institucije, predvsem za univerze. V bistvu opažamo velike razlike v številu prijav, ki nastajajo potem po posameznih članicah. Zdaj, kot veste, ko govorimo o univerzah, je prijavitelj v bistvu vedno univerza, ne gleda se potem na posamezne fakultete ali celo oddelke oziroma projektne skupine, tako da tukaj res spodbujamo bolj strateški in bolj centraliziran pristop k prijavam.
ker recimo to, da posamezna fakulteta potem znotraj univerze ali celo posamezni koordinator odda neko večje število projektov oziroma neko večje število prijav, nekako kaže na nek manjko strateškega pristopa institucije, pojavi se v končni fazi tudi vprašanje zmogljivosti kakovostne izvedbe takega števila projektov oziroma koordiniranje večjega števila projektov sočasno, saj se vsi zavedamo, predvsem pa tudi ocenjevalci, ki potem to vrednotijo in razvrščajo, da ti projekti seveda niso edina aktivnost, ki poteka, in kot rečeno se potem res pojavi vprašanje, ali obstaja sploh kapaciteta, da se v bistvu neko večje število projektov hkrati kakovostno oziroma dovolj dobro kakovostno tudi izvaja. Tako da morda še kot eno dodatno priporočilo, torej kot rečeno, predvsem za večje institucije. Tako, če gremo naprej v bistvu na nekaj splošnih informacij o samem programu oziroma o letošnjem razpisu. Razpis je bil objavljen 24. novembra, ključni datum, ki ga pa morate poznati, je pa 23. marec, to je v bistvu dan, ko se izteče prijavni rok, torej do 12. ure morate oddati vse prijave. Glede na izkušnje predhodnih let, vedno svetujemo, da res ne čakajte na zadnji dan ali morda zadnja 2 dni, ampak poskušajte vsaj par dni pred rokom oddati prijavo. Namreč kljub temu, da se prijavljate na nacionalno agencijo in smo mi v tem primeru tisti, ki tudi peljemo ta razpisno-prijavni postopek, potekajo vse prijave torej v elektronski obliki preko centralnega sistema Evropske komisije. Tako da lahko si predstavljate, da se v bistvu več tisoč projektov pravzaprav iz vseh držav programa, različnih institucij, ne samo iz terciarnega izobraževanja, ampak pravzaprav vse tja od vrtcev do univerz, do institucij, ki izvajajo izobraževanja odraslih, sočasno prijavlja. Tako da takrat je eno tako veliko vozlišče in včasih se zgodi, da nastopijo tudi večje tehnične težave, lahko takrat tik pred rokom. Lani je bil ravno zaradi tehničnih težav rok za nekoliko ur kasneje tudi podaljšan, ampak ne se zanašati na to. Res spodbujamo, da pravočasno pristopite k pisanju prijavnic in tudi pravočasno k oddaji. Kot rečeno, predvidena sredstva za to akcijo, ki jih bomo razdelili, so torej okvirno 2,5 milijona evrov. Sredstva se bodo tudi v naslednjih letih še nekoliko postopoma povečevala in kot rečeno, morda tudi letos, ampak zaenkrat je to v bistvu pač nek naš izhodiščni znesek. Glede na kakovost prijav, ki smo jih tudi lani dobili, smo potem tudi ugotovili, da smo dejansko res lahko s tem v zadostni meri tudi finančno podprli oziroma sofinancirali res tiste projekte, ki so bili najboljši in ki so nas oziroma naše eksperte najbolj prepričali v svojih prijavah. Zdaj za lažjo umestitev te akcije, na kratko, v bistvu lahko tukaj vidite shematski prikaz programa oziroma akcij tega razpisa. Torej, zelene aktivnosti so pravzaprav tiste, ki so decentralizirane in kjer prijava poteka torej pri nas. Vse ostale so centralizirane akcije in se jih prijavlja neposredno pri Evropski komisiji oziroma izvajalski agenciji. Mi vas sicer tudi obveščamo o razpisih tudi za ostale akcije in na naši spletni strani torej delimo informacije o tem, če so tudi organizirani kakšni infodnevi oziroma drugi dogodki pri Evropski komisiji. Manjši del je pa torej teh akcij, ki jih koordiniramo mi kot nacionalna agencija. In torej znotraj ključnega ukrepa 2 je del tega ukrepa tudi torej so partnerstva za sodelovanje, tako imenovana sodelovalna partnerstva. Prav tako so pa del tega ukrepa, kot boste lahko videli tudi v vodniku, tudi tako imenovana manjša partnerstva, ampak tukaj ta niso aktualna za institucije na področju terciarnega izobraževanja. Torej, manjša partnerstva so na ostalih področjih, splošnem šolskem, poklicnem in pa izobraževanju odraslih.
lahko za vse informacije v bistvu v zvezi z temi manjšimi partnerstvi se udeležite tudi informativnih dnevov, ki bodo potekali pri mojih kolegicah za ostale akcije. Na koncu vam bom pa tudi seveda posredovala vse kontakte, vkolikor bi vas zanimalo tudi sodelovanje na kakšnem drugem področju, torej drugem izobraževalnem področju. Tako, zdaj smo pogledali nekoliko bolj grafični okvir, sedaj pa gremo korak globlje in sicer bomo aktivnosti poskušali postaviti v nek širši kontekst politik Evropske unije, tako na področju izobraževanja kot tudi širše. Kot sem že omenila, so v prezentaciji v bistvu na voljo povezave na vse relevantne dokumente, tako da si lahko tudi podrobneje potem kasneje sami pogledate te dokumente. Torej, Erasmus Plus, poleg tega, da v bistvu predstavlja neke vrste orodje za uresničevanje ciljev in smernic dokumenta oziroma strategije za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora, predstavlja, ker smo se ravno znašli v bistvu v obdobju epidemije, predstavlja tudi orodje za proces obnove po pandemiji, predvsem na področju vključenosti. Namreč velik manko oziroma velik razkorak med posamezniki, ki se vključujejo v izobraževanje, se je pokazal tudi v času te pandemije. Zato je tukaj na tem res velik poudarek, torej, da imajo priložnost sodelovati v izobraževanju in tudi v procesu internacionalizacije izobraževanja vsi posamezniki, ne glede na osebne okoliščine. Izobraževanje je namreč še vedno eno ključnih orodij, ki v bistvu skrbi za izravnavo razlik med posamezniki, ki so se res pokazale tudi v tej zadnji krizi. Torej, kot rečeno, program predstavlja neke vrste orodje oziroma enega izmed orodij za okrevanje po pandemiji. Še vedno ohranja poslanstvo podpiranja mednarodne aktivnosti. Vse te aktivnosti so v bistvu vključene potem pod ključnim ukrepom 1. Bomo videli, v kakšni meri bodo uspele biti realizirane. Še vedno se žal nahajamo v pandemiji, ampak tudi tukaj je program v bistvu ponudil nek odgovor, in sicer krepitev mobilnosti skozi različne nove oblike, tudi možnosti virtualnega sodelovanja in pa kombiniranih aktivnosti. Se pa tekom tega programskega obdobja, torej postopoma, večajo sredstva za projekte sodelovanja, torej večajo sredstva za ključni ukrep 2. In ker smo ravno na področju terciarnega izobraževanja, velja tukaj še dodatno izpostaviti seveda pobudo evropskih univerz. Pri nas sta v bistvu že 2 univerzi v to tudi uspešno vključeni, tako Univerza v Ljubljani kot Univerza v Mariboru, ki sta v bistvu že članici mrež oziroma evropskih univerz. Je pa seveda ideja programa, da se v bistvu število teh evropskih univerz dejansko iz tega programskega obdobja še bistveno povečuje. Poleg tega in v bistvu v prepletu vseh teh različnih mehanizmov programa pa seveda program predstavlja podporo razvoju politik na področju izobraževanja v posameznih državah članicah in v bistvu pomaga pospeševanju nekih strukturnih reform. Izpostavljene so tudi prednostne naloge oziroma prioritete, o katerih bomo danes še veliko govorili. Torej, kot odziv tudi na korona krizo oziroma pandemijo in vse ta prenos v bistvu izobraževalnih aktivnosti na daljavo, se daje velik poudarek v bistvu digitalizaciji oziroma pač prenosu digitalnih praks na področje izobraževanja in usposabljanja. Potem razvoj znanj za krepitev načel zelenega razvoja oziroma trajnostnega razvoja in deloma v povezavi s tem tudi digitalizacije in pa, kot že večkrat poudarjeno, torej večja dostopnost, vključenost in solidarnost. Z namenom, da bi v bistvu institucije bile
čim bolj uspešne pri črpanju sredstev za doseganje teh ciljev, se v bistvu sam program iz administrativnega vidika za prijavitelje oziroma kasneje torej sodelujoče organizacije tudi poenostavljajo se mehanizmi financiranja in pa posameznim udeležencem je pa v bistvu preko tega na voljo tudi dodatna finančna pomoč, tako za spodbujanje večje vključenosti, kot tudi bolj zelenega oziroma bolj trajnostnega programa, predvsem, ko govorimo v bistvu o zelenih potovanjih, ki so žal zaenkrat največji madež pravzaprav programa, ki seveda temelji na mobilnostih. Takole, zdaj, če v bistvu pogledamo nekaj posameznih teh strateških dokumentov. Prvi med njimi je v bistvu torej agenda za oblikovanje evropskega izobraževalnega prostora. Glavni namen te pobude je pravzaprav sanacija po korona krizi. Evropske oziroma institucije Evropske unije in države članice v bistvu polagajo velike upe v izobraževanje in usposabljanje pri ne samo kratkoročnem, ampak predvsem srednje in pa dolgoročnem okrevanju po pandemiji. Izobraževanje je seveda edini sistem, v katerega so vpeti že otroci in preko katerega se v bistvu že od najzgodnejših let odpravljajo neke socialne in druge razlike med posamezniki, kar skozi prioriteto vključenosti v bistvu naslavlja tudi sam program Erasmus+. Ideja je, da se v bistvu z vzpostavitvijo evropskega izobraževalnega prostora v bistvu izboljša dostop do predvsem kakovostnega izobraževanja in usposabljanja, da se omogoča lažje prehajanje učečih med različnimi izobraževalnimi sistemi, med različnimi državami in pa seveda tudi znotraj držav med različnimi institucijami v različnih življenjskih obdobjih in se na ta način potem tudi krepi kultura vseživljenjskega učenja. Evropski sistem za izobraževanje v bistvu temelji pač na tej neki skupni viziji, seveda se pa v celoti spoštuje odgovornost in pa avtonomija posameznih držav članic, da poiščejo najboljše načine, kako bodo v bistvu naslovile ta vprašanja. Zdaj na tej sliki, ki jo vidite, so našteta nekatera glavna področja oziroma načini za doseganje ciljev evropskega izobraževalnega prostora. Eden glavnih mehanizmov v bistvu za doseganje teh ciljev je prav program Erasmus+. Zdaj kot en namig za prijavo, torej za pripravo vaših prijav, z aktivnostmi oziroma rezultati, ki jih načrtujete, ne bi doprinašali k vsaj eni od 6 točk, ki so tukaj navedene, kar mora biti seveda razvidno in pa ustrezno argumentirano v bistvu v sami prijavnici. Zdaj, ko govorimo konkretno o 5. točki, torej visokošolsko oziroma terciarno izobraževanje, tukaj igrajo res veliko vlogo predvsem ukrep evropskih univerz, ki sem ga že izpostavila, v povezavi s tem v bistvu uvedba oziroma razvoj neke skupne evropske diplome in pa oblikovanje v bistvu pravnega statusa Zveze evropskih univerz oziroma teh konzorcijev, potem digitalizacija, tudi skozi sam program Erasmus+, tudi skozi promocijo spletnega sklepanja vseh sporazumov, aplikacije Erasmus+, in pa enotne digitalne evropske študentske izkaznice. Tako da tukaj gre v bistvu program tudi precej z roko v roki z aktivnostmi, ki se odvijajo v okviru ključnega ukrepa 1, torej projektov mobilnosti. Naslednji okvir oziroma naslednji strateški dokument je Evropska agenda o spretnostih. Tukaj bom izpostavila, se opravičujem, bolezen je pustila blažje, a trajnejše in vztrajne posledice, tako da se opravičujem. Torej, če izpostavimo tukaj nekaj ukrepov.
govorimo predvsem v bistvu o mobilizaciji različnih partnerjev k ponujanju večjih in boljših priložnosti za usposabljanje, o krepitvi znanja o potrebnih spretnostih, torej pravočasno pridobivanje v bistvu informacij o tem, kaj so potrebe na ravni Evropske unije oziroma na ravni posameznih članic, podpira v bistvu podpora Evropske unije pri izvajanju nekih nacionalnih strateških ukrepov za nadgrajevanje spretnosti, torej oblikovanje nacionalnih strategij in v bistvu izhodišča za pripravo teh strategij so seveda lahko tudi neki rezultati projektov, ki nastajajo v okviru te akcije. Povezovanje seveda z različnimi akterji, tako na področju izobraževanja kot trga dela, zavodi za zaposlovanje in drugimi posredniki v bistvu dela, raznimi mrežami, alumni in podobno. Povečanje oziroma torej krepitev števila diplomantov z področja STEM, spodbujanje v bistvu nekih podjetniških in nekih prečnih kompetenc na teh področjih. Namreč različne analize kažejo, da je še vedno izziv pri diplomantih posameznih področjih v bistvu neka interdisciplinarnost, tako da je tukaj tudi priložnost, da se predvsem na bolj naravoslovnih ali pa tehniških področjih pravzaprav razvija tudi programe, skozi katere se krepijo tudi neke splošne oziroma prečne kompetence diplomantov. Velik poudarek v okviru tega dokumenta oziroma te politike je tudi evropski pristop k tako imenovanim mikrokreditom. Gre torej za neke krajše, bolj ciljno usmerjene v bistvu programe usposabljanja v povezavi z digitalizacijo, seveda tudi ponudbo nekih online usposabljanj oziroma MOOC-ov in pa potem na ravni v bistvu strateških ukrepov, torej širših sistemskih, a ne tudi oblikovanje nekega skupnega evropskega ogrodja priznavanja na ta način pridobljenih znanj oziroma spretnosti. Zdaj v samem dokumentu so tukaj navedeni tudi v bistvu konkretni cilji za 5-letno obdobje, ki jih lahko ravno tako v bistvu naslovimo s programom Erasmus+ oziroma s vašimi projekti. Naslednji dokument, tudi meni osebno v bistvu zelo blizu, ker poleg teh akcij v bistvu na področju terciarnega izobraževanja tudi prečno skrbim za tako imenovani zeleni Erasmus na naši agenciji in izhodišče za to je pravzaprav Evropski zeleni dogovor, ki se seveda ne nanaša prednostno na področje izobraževanja, ampak v bistvu na različna področja delovanja družbe in institucij, s katerimi v bistvu prispevamo k bolj zeleni Evropi, pa vendar ta dokument v bistvu, in kjer je njegova pomembna povezava z našim programom, prepoznava ključno vlogo izobraževalnih institucij za angažiranje torej učečih se na vseh ravneh, staršev, učiteljev in pa širše skupnosti v smeri sprememb, ki so potrebne v bistvu za uspešno tranzicijo v klimatsko nevtralno Evropo. Namen programa v povezavi z tem strateškim dokumentom je, da v bistvu skozi program Erasmus+, skozi aktivnosti in projekte pomagamo razvijati znanja in spretnosti in pa predvsem razvijati nek odnos do vprašanj klimatskih sprememb, trajnostnega razvoja in da seveda skozi orodja programa v bistvu pomagamo izobraževalnim institucijam nasloviti ta vprašanja in jim tudi pomagamo pri tem, da se same preoblikujejo v čim bolj zelene v največji možni meri. S projekti bi spodbujali v bistvu različne akterje za promocijo ozaveščanja o okoljskih vprašanjih, okoljskih tematikah, poučevanju vsebin o okoljski trajnosti, družbeni odgovornosti. Gre za področje, ki je v bistvu aktualno za vsa področja izobraževanja, namreč vsi izobražujete oziroma vsi izobražujemo
bodoče strokovnjake na svojih področjih in prav je, da se tudi te vsebine, torej vprašanje okoljske trajnosti vključijo, ne glede na to, ali usposabljamo bodoče tehnologe, inženirje, voditelje, ekonomiste, umetnike. Torej gre za eno res močno, pomembno, prečno prioriteto. Posebna pozornost je seveda namenjena tudi izmenjavi nekih dobrih praks in v bistvu oblikovanju nekih skupnih materialov, kjer se zbere v bistvu primere nekih dobrih praks, kako pravzaprav po korakih implementirati v bistvu neka načela zelene prenove na različne tipe institucij. Torej, izhajajoč iz teh predstavljenih oziroma izpostavljenih strateških dokumentov so oblikovane 4 prioritete oziroma 4 prednostna področja na ravni celotnega programa. Verjetno ste jih že opazili tudi tekom predstavitve, tudi barvno izstopajo, zato da tistim, ki ste mogoče bolj vizualci, da vam ostanejo bolj v spominu. In sedaj se bomo v bistvu nekoliko bolj konkretno naslovili te prioritete. Zdaj, ko govorimo v bistvu o prečnih prioritetah in kasneje tudi o področnih prioritetah za terciarno izobraževanje, v povezavi konkretno z vašimi projektnimi prijavnicami, to pomeni, da morate nasloviti vsaj eno od teh prioritet, torej ali prečno ali področno, da je projekt upravičen za financiranje. Seveda jih lahko izberete tudi več, vendar bodite pozorni, da vaši projekti oziroma vaše prijave še vedno ohranijo nek jasen fokus, kaj je tisto, kar boste prednostno naslovili in kaj so vprašanja, ki jih boste potem posredno v bistvu vključili v svoje projekte. Torej, če pogledamo konkretno, prva je v bistvu vključujoči Erasmus oziroma kot prioriteta inkluzija. Torej, namen oziroma cilj programa je, da doseže več posameznikov z manj priložnostmi, jih aktivneje vključi v aktivnosti samega programa in jih pritegne v sodelovanje. In pa na drugi ravni pa torej širše, naslavljanje tega vprašanja vključenosti v področje terciarnega izobraževanja, v posamezna strokovna področja in to je v bistvu tista priložnost, da z vašimi projekti v bistvu naslovite ta vprašanja, torej kako narediti ne samo Erasmus+, ampak kako narediti v bistvu izobraževanje kot tako bolj vključujoče in v bistvu bolj prijazno različnim skupinam, posameznikom z manj priložnostmi. Tudi na naši agenciji dajemo zelo velik poudarek tej prioriteti. Imamo tudi na tem področju oblikovano interno delovno skupino, ki pripravlja različna gradiva in različne smernice. Nekaj jih najdete tudi tukaj v bistvu na tej prezentaciji in pa v bistvu na naši spletni strani, vabljeni v bistvu, da že pred prijavo pregledate te dokumente, so v bistvu precej kratki in zelo strnjeno pripravljeni, da boste pravzaprav lažje potem v kontekstu vaših prijav in potreb, ki jih bodo naslavljali vaši projekti, prepoznali načine, kako v bistvu biti z vašimi projekti in vašimi aktivnostmi bolj vključujoči. Potem naslednja prioriteta je zeleni Erasmus+. Torej, kot omenjeno v navezavi na Evropski zeleni dogovor, je tukaj cilj programa v bistvu podpreti ozaveščanje o okoljskih izzivih, izzivih podnebnih sprememb v vseh sektorjih izobraževanja. Na področju terciarnega izobraževanja pa je to še posebej izpostavljeno s samo EČE-listino. Torej, EČE-listina, kot veste, predstavlja neke vrste akreditacijo visokošolskih institucij za sodelovanje v aktivnostih programa Erasmus+.
In v skladu z načeli EČ listine morajo v bistvu visokošolske institucije oziroma institucije terciarnega izobraževanja pri vseh dejavnostih povezanih s programom spodbujati okolje prijazne prakse, torej tako na področjih mobilnosti kot seveda pri projektih, torej od trajnostnega prevoza do trajnostne organizacije oziroma organizacije trajnostnih dogodkov, prehoda na digitalno poslovanje oziroma paperless Erasmus in tako naprej. Tako da tudi za področje zelenega smo pripravili nekaj konkretnih priporočil, tako za projekte mobilnosti kot tudi partnerske projekte, ki jih najdete v priročniku Zeleni Erasmus Plus na naši spletni strani. Zdaj na sam program v bistvu lahko pogledamo nekako skozi dve dimenziji. Prva in tudi naš največji izziv je ogljični odtis, ki ga v največji meri seveda povzročamo s potovanji, predvsem z letalskim prevozom, ampak kot rečeno, potovanja so nekako neizbežen del mobilnosti. Zdaj, če pogledamo recimo v nekih absolutnih številkah oziroma kak primer, kolegi na švicarski nacionalni agenciji so izračunali, da recimo en čezoceanski let proizvede toliko emisij CO2, kot je celoletna količina v bistvu emisij, ki jih z svojim življenjskim slogom povzroči posameznik. Tako da, zakaj to poudarjam? Zato, da ko boste načrtovali vaše projekte, ko boste načrtovali vaše aktivnosti, ste res pozorni tudi na ta vprašanja. Mislim, da smo se zdaj v 2 letih po sili korona razmer vsi dodobra navadili različnih oblik dela in sodelovanja tudi na daljavo. Seveda si želimo osebnih stikov in se zavedamo njihove dragocenosti, pa vendar dajmo imeti tudi ta okoljski vidik v mislih, ko načrtujemo oziroma ko načrtujete vaše aktivnosti, da pač premislite, kdaj lahko te smiselno in z doseganjem še vedno enako kakovostnih rezultatov in pa učinkov nadomestite morda z digitalnimi oziroma z nekimi drugimi sodelovalnimi oblikami na daljavo. Da pa ne bomo samo pesimistični, seveda lahko Erasmus svoj greh visokega ogljičnega odtisa odplača skozi to neko drugo dimenzijo, kjer pa gledamo na Erasmus Plus kot na izobraževalni program, kjer lahko v bistvu res v veliki meri prispeva k izobraževanju za trajnostni razvoj, krepitvi veščin, ki bodo pomembne za izzive trajnostnega razvoja v prihodnje, kot omenjeno na vseh področjih, in to lahko seveda dosežemo tako na projektih mobilnosti, kot in pa seveda še v večji meri pri projektih partnerskih sodelovanj z namenom tudi doseganja nekih dolgoročnih sprememb in pa dolgoročnih učinkov. Naslednja prioriteta je digitalni Erasmus Plus, ki gre deloma z roko v roki tudi z zelenim, predvsem z vidika tega omenjenega virtualnega povezovanja, brezpapirnega poslovanja in v bistvu na tak način skrbi za okolje. Seveda pa je ta prioriteta predstavlja tudi odziv na hiter in v bistvu velik tehnološki razvoj in preskok v zadnjem obdobju, tako da tudi sam program v bistvu v okviru tega nudi več možnosti za digitalne aktivnosti oziroma aktivnosti izvedene na daljavo. Take oblike so lahko tudi bolj vključujoče, seveda za določene skupine udeležencev, ki sicer ne bi mogli sodelovati pri daljših aktivnostih. Prav tako se pa preko te digitalizacije v bistvu krepi tudi digitalna preobrazba samih izobraževalnih institucij, torej od aktivnosti programa do tudi potem pač neke širše vpeljave, bodisi brezpapirnega poslovanja oziroma drugih načinov v bistvu digitalne preobrazbe institucij in pa študijskega procesa na institucijah terciarnega izobraževanja. Četrta prioriteta je aktivnost oziroma aktivna participacija v okviru programa Erasmus Plus.
Tukaj se poudarjajo seveda predvsem aktivnosti na področju aktivnega državljanstva, v bistvu ozaveščanja o pravicah in odgovornostih državljanov Evropske unije in skozi to v bistvu krepitev evropske identitete. Namen je, da bi se čim več posameznikov v bistvu zavedalo različnih mehanizmov Evropske unije, ki so jim na voljo, poznalo svoje pravice in možnosti za aktivno participacijo, torej kot evropski državljani, ki se lahko aktivno vključijo. To je sicer prioriteta, ki jo prednostno naslavljajo projekti s področja mladine, ki jih pri nas pokriva naša sestrska agencija, MOVID. Tako da izmed teh 4 prečnih prioritet je to prioriteta, ki jo mi za področje izobraževanja nismo izbrali kot tiste prednostne oziroma ključne. Seveda pa so tudi taki programi oziroma takšni projekti, take prijave dobrodošli tudi na našem področju. Tako da lahko seveda tudi projekte, ki bodo naslovili to prioriteto v povezavi s področjem terciarnega izobraževanja, lahko seveda tudi prijavite na naši akciji. Tako, v nadaljevanju se bomo dotaknili potem še področnih prioritet za področje terciarnega izobraževanja in torej, kot rečeno, tudi tukaj velja, da pač vsaj eno prioriteto v bistvu izberete, da je vaša vloga upravičena za financiranje. Torej izbirate izmed teh 4, ki so bile do sedaj predstavljene, ali pa izmed teh področnih prioritet, ki jih bom predstavila v nadaljevanju. Ker smo pa sedaj že približno 1 uro skupaj, bi jaz predlagala 10 minut odmora, tako da bi se 10:10 v bistvu dobili in nadaljevali potem še z drugo polovico današnjega seminarja. Tako da zdaj dobrih 10 minut odmora in se vidimo 10 minut čez 2 uro. Hvala lepa za pozornost do sedaj. Dobrodošli nazaj po odmoru, upam, da ste še z nami. Kakšen reaction bi bil fajn, tako da vidim približno, koliko vas je še tukaj, koliko vas spremlja. No, nekaj nas je, tako da bom kar nadaljevala, da bomo v bistvu v začrtanem časovnem okvirju lahko tudi zaključili z današnjim delom seminarja. Torej, kot obljubljeno pred pavzo, nadaljujemo z področnimi prioritetami za področje terciarnega izobraževanja. Torej, prednost bodo imele, kot rečeno, aktivnosti, ki prispevajo k oblikovanju evropskega izobraževalnega prostora oziroma pač tiste prijave, ki bodo to uspešno utemeljile v bistvu znotraj svoje vloge. Zdaj, osnovni namen v bistvu teh prioritet za podporo sektorju v bistvu terciarnega izobraževanja je, da pač postane izobraževalni prostor v bistvu še bolj povezan, inovativen, vključujoč, kot smo danes že večkrat poudarili, in pa digitalen. Ravno zato je tudi ena od prvih prioritet oblikovanje vključujočega sistema terciarnega izobraževanja. Na zaslonu lahko vidite v bistvu bolj podrobno, kako si pravzaprav to predstavljamo skozi program. Prav tako pa seveda ne samo za to, ampak v bistvu za vse prioritete najdete tudi zelo podroben opis v programskem vodniku, ki se ga bom v nadaljevanju dotaknila nekoliko podrobneje. Tako da predlagam oziroma vas povabim k branju, že če boste v bistvu čez te vsebinske sklope iz samega programskega vodnika v bistvu se prebili in lahko to, bom rekla, zelo dobro vključite potem v svojo prijavo in v bistvu na to zelo dobro navežete vaše projektne ideje oziroma vaše prijave. Potem naslednja področna prioriteta
se navezuje torej na tudi eno izmed prejšnjih prioritet, digitalizacijo, tukaj skozi razvoj digitalnih spretnosti, tako študentov kot osebja, v bistvu tako v času samega študija oziroma študijskega procesa, kot tudi kasneje v bistvu z alumnimi oziroma z diplomanti, s različnimi orodji za spremljanje njihove zaposljivosti, povezovanje v bistvu teh alumni mrež in podobne ideje so tukaj znotraj tega v bistvu spodbujane. Nadalje, naslednja prioriteta so v bistvu notranje povezani sistemi terciarnega izobraževanja skozi razvoj različnih sodelovalnih modelov, v bistvu tudi tukaj skozi uporabo različnih digitalnih orodij, potem razvoj sistemov za avtomatsko priznavanje mobilnosti. Na projektih mobilnosti, torej ključnega ukrepa 1, imamo še vedno ta izziv v bistvu pri priznavanju že izvedenih mobilnosti študentov. In pa tudi tukaj v bistvu torej tretja, bom rekla, podtočka v povezavi z zelenim oziroma pač razvojem izobraževanja in vsebin za okoljsko trajnost. Naslednja prioriteta je potem spodbujanje nekih inovativnih praks, v bistvu poučevanja in učenja na terciarnem področju in naslavljanja skozi to poučevanje torej družbenih sprememb. In pa zadnja, v bistvu nagrajevanje odličnosti v učenju, poučevanju in razvoju spretnosti, spet na področju terciarnega izobraževanja, torej skozi krepitev kakovosti v bistvu samega študijskega oziroma izobraževalnega procesa, skozi krepitev kakovosti izkušnje, ki jo ima uporabnik, ki jo ima študent, in pa v povezavi tudi z zunanjim okoljem, v bistvu navezava na trg dela za naše bodoče diplomante in pa kompetenc, ki so seveda na trgu dela v primanjkljaju oziroma so skozi analizo potreb ugotovljene, kot da jih je potrebno v večji meri razvijati in krepiti. Kot omenjeno, smo na nacionalni agenciji izmed vseh teh tako prečnih kot tudi področnih nalog določili tako imenovane prioritete nacionalnega pomena. Torej, kaj je vloga v bistvu teh posebnih oziroma posebej izpostavljenih prioritet? Mi smo jih izbrali, ker si v bistvu tudi kot nacionalna agencija pač želimo čim bolj strateško pristopati k internacionalizaciji, torej skozi neke jasne smernice, kaj želimo od projektov, in to je v bistvu to, kar iščemo. Zdaj, kako boste vaše projekte oziroma vaše projektne ideje uspeli navezati na te prioritete, ki so izpostavljene, je pa seveda stvar pač vaše tako strokovne avtonomije, kot na drugi strani seveda tudi inovativnosti v bistvu vaših projektnih idej, da pač seveda z vašimi projektnimi rezultati v bistvu dosežete čim širše učinke na teh področjih, ki jih v bistvu orišajo te prečne in pa področne prioritete. Zdaj, čisto formalno oziroma tehnično gledano se lahko upoštevanje oziroma dobro naslavljanje teh prioritet odraža tudi skozi samo točkovanje vaših projektnih prijav. In končno v primeru enakega števila točk, recimo 2 prijavnic, dobi prednost tisti projekt, ki bolje naslovi torej eno ali več izmed teh izbranih posebnih prioritet nacionalnega pomena. Tako, zdaj, če gremo bolj konkretno, torej zdaj smo naredili nek uvod v sam program, sedaj bomo šli bolj konkretno na posamezno oziroma na našo akcijo, ki jo danes predstavljamo. Torej, še enkrat, prijavni rok, 23. marec ob 12. po centralnoevropskem času. Predlagam, da si v koledarje oziroma rokovnike zabeležite kar 21. marec in do takrat oddate, tako da boste potem 23. res brez skrbi, da ste bili pravočasni in uspešni z oddajo vaše prijave.
Zdaj, uvodoma morda nekaj ključnih priporočil, v bistvu, kako pristopati k projektnim prijavam za to akcijo. Kot izpostavljeno že v začetku današnjega seminarja v navezavi na lanski razpis, torej pristopajte res strateško na ravni celotne institucije, ki nastopa kot prijaviteljica. Ne posameznika, ne oddelka ali neke skupine, ampak dejansko poskušajte na ravni institucije v bistvu prepoznati vaše potrebe, vaše prioritete in potem v bistvu tekom analize potreb pravzaprav naredite neko presečišče med vašimi potrebami, ki ste jih zaznali kot institucija, in tem, kaj vam v bistvu ponuja program Erasmus+, kje lahko te potrebe naslovite. In ko pridete do tega presečišča, tam se potem umesti vaš projekt oziroma vaša projektna ideja. Ko govorimo o oceni potreb, seveda velja, da tukaj izhajate tako iz vaših lastnih, kot tudi iz potreb partnerskih institucij, ki sodelujejo z vami, oziroma bodo sodelovali pač v okviru vašega projektnega partnerstva. In da na podlagi teh potreb potem opredelite projektne rezultate in ocenite predvidene učinke, ki jih boste skozi to dosegli na čim več ravneh in čim bolj trajno. Torej, na sodelujoče posameznike, institucije, druge institucije, s katerimi te iz partnerstva sodelujejo, mogoče na nekih drugih aktivnostih oziroma preko nekih drugih partnerstv, širše na pač neko strokovno področje in seveda v, bom rekla, najboljšem primeru oziroma v primeru tistih res najbolj sistemskih projektov, tudi pač kakšni bodo učinki na izobraževalni sistem. Vse aktivnosti implementirajte ob upoštevanju teh načel, ki so bila danes večkrat izpostavljena, torej vključujoče, zeleno, digitalno in pa, vkolikor se da, seveda tudi na način, da se spodbuja aktivna participacija tako v programu, kot pri pač torej aktivna participacija širše, pač evropskih državljanov. Tukaj vidim v chatu, da imate vprašanja. Zdaj kolegica je že odgovorila, da bi morda z vprašanji počakali na konec prezentacije. Zdaj lahko seveda tudi vmes napišete na chat oziroma na koncu boste seveda dobili tudi besedo, da se lahko pač vključite v diskusijo. Bomo pa med gradivi vam poslali tudi v bistvu prepis vseh vprašanj, ki bi bila eventualno naslovljena tudi v chat pogovornem okencu. Tako, zdaj, če gremo v bistvu naprej k slovarčku uporabljenih pojmov v okviru pač teh naših seminarjev. Torej, različni projekti, različni ukrepi, bom rekla, vsak ima majčkeno svoj vokabular. Tole je naš, pač Erasmus+, mi na ta način v bistvu razumemo te ključne pojme, tako da ne bom jih zdaj dodatno brala ali pojasnjevala, ampak toliko, da se lahko vrnete v bistvu na ta zaslon, vkolikor se boste kdaj srečali recimo s kakšnimi pojmi, pa ne boste mogoče čisto jih znali diferencirati, predvsem aktivnosti, izdelki, rezultati in učinki so eni takih, ki se jih včasih meša tako v samih projektnih prijavnicah, kot tudi potem, ko so v bistvu projekti že v teku, pa si potem majčkeno pomagamo, da v bistvu čisto skozi definicijo opredelimo, kaj je pravzaprav kaj. Nekaj osnovnih informacij torej o naši akciji. Kot rečeno, govorimo v bistvu o partnerstvih za sodelovanje. Tisti, ki ste sodelovali morda še v prejšnjem programskem obdobju, veste, da je to bila akcija K203, zdaj je to akcija K220 za področje terciarnega izobraževanja. Kot rečeno, okvirna razpoložljiva sredstva bodo 2,5 milijona evrov.
za to akcijo in pa letos v bistvu bo novost, kako se bodo ta sredstva pravzaprav delila, torej prehajamo na način tako imenovani lump sum financiranja projektnih aktivnosti. Zdaj pogoji, v bistvu oziroma osnovni pogoji za uspešno prijavo so, da sodelujejo najmanj 3 organizacije iz 3 različnih programskih držav. Torej, če ste vi prijavitelj, lahko seveda poleg vas sodeluje še kakšna organizacija iz Slovenije, če se tako odločite oziroma se povežete. Poleg vas morata pa sodelovati potem vsaj še 2 institucije iz vsaj še 2 različnih držav programa. Zdaj, katere so programske države, najdete tudi točen seznam v bistvu v vodniku, to so pač pretežno seveda države članice Evropske unije in še nekaj pridruženih držav, ki niso članice, so pa seveda države programa, med njimi recimo tudi Srbija kot ena takih držav, s katero tudi naše institucije v bistvu v zelo veliki meri sodelujejo. Seveda lahko sodelujejo tudi institucije iz drugih, tako imenovanih partnerskih držav. To v tem primeru seveda ne štejejo v to kvoto 3, to so lahko kot neke dodatne, bom rekla, dodatni partnerji, dodatne institucije in pa vkolikor se odločite za sodelovanje z institucijo iz 3. države, morate biti v vlogi res prepričljivi v tem, kaj je dodana vrednost sodelovanja točno te države, torej kaj je tista dodana vrednost, ki jo dobite, če sodelujete z njimi, in je ne morete pridobiti skozi sodelovanje z institucijo iz katere druge države, ki pa je država programa. Zdaj po Brexitu seveda sodi v to skupino torej 3. držav tudi Velika Britanija. To poudarjam zato, ker dobimo običajno vprašanja vezana na Veliko Britanijo in tudi naše institucije so oziroma ste v preteklosti kar nekaj sodelovalnih oziroma strateških projektov izvajali skupaj z institucijami iz Velike Britanije. Prav tako imate možnost, torej, da poleg teh institucij, ki boste aktivno člani partnerstva, povabite k sodelovanju tudi tako imenovane povezane partnerske organizacije. To so organizacije, ki v bistvu nimajo v polnosti aktivne vloge pri celotnem nastajanju vašega projekta, ampak jih morda vključite na neki fazi. Recimo, dostikrat gre za kakšna, na primer, strokovna združenja na nekem področju, ki jih potem partnerstva uporabijo za to, da preko njih poskrbijo za čim širšo diseminacijo. Vkolikor boste kakšno tako organizacijo ali pa združenje tudi vi v bistvu vključili v vaš projekt, tudi to seveda navedete v prijavi in v bistvu utemeljite pač neko dodano vrednost, kaj je v bistvu vloga take sodelujoče povezane organizacije. Zdaj, torej samo trajanje projektov je od 12 do 36 mesecev. Tukaj se sami v bistvu glede na tip projekta pač odločite, kakšno trajanje boste izbrali. In pa, kot rečeno, največja novost je to, da se v bistvu proračun torej sedaj ne računa več na podlagi stroškov na enoto, kot je veljalo tudi še lani, torej tudi še v tem novem programskem obdobju, ampak imate na voljo v bistvu 3 pakete, če se tako izrazim, torej za 120, 250 ali 400 tisoč evrov, torej neke pavšalne zneske in vi potem glede na potrebe vašega projekta, ki jih utemeljite skozi delovne sklope, utemeljite, zakaj zaprošate za nek paket, ki ga izberete. Program temelji še vedno na sofinanciranju, kar pomeni, da se pričakuje, da je vrednost vašega projekta večja kot ta znesek, za katerega zaprošate. Torej, če zaprošate za 120 tisoč evrov, se pričakuje, da je v bistvu ocenjena vrednost vašega projekta več kot 120 tisoč evrov, kar morate tudi utemeljiti v bistvu v sami prijavnici. Podrobneje o teh delovnih paketih
in zaprošenih zneskih bomo govorili jutri, torej v drugem delu seminarja, kjer bomo tudi podali konkretne predloge, kako v bistvu pripraviti te delovne pakete in kako torej priti do čim bolj ustreznega in čim bolj utemeljenega izračuna za načrtovane aktivnosti. Tako da, kot rečeno, več o tem jutri. Potem naslednja taka, bom rekla, tehnična zahteva, ki sem jo danes že tudi poudarila, je to, da morajo vaše prijavnice nasloviti vsaj eno prečno ali vsaj eno področno prioriteto, s prednostjo seveda na prioritetah nacionalnega pomena. Naša pričakovanja od prijav so pa seveda kakovostni in trajni projektni rezultati, ki bodo imeli potencial v bistvu doseganja čim širšega in čim bolj trajnega učinka na čim širši krog v bistvu uporabnikov oziroma potencialnih uporabnikov. Tako, če pogledamo zdaj še nekoliko bolj vsebinsko, v bistvu, kaj so glavni cilji samega ukrepa, torej povečanje kakovosti, kot sem že tudi predhodno izpostavila, torej različnih aktivnosti, ki jih izvajate na institucijah, krepitev zmogljivosti za mednarodno sodelovanje, tudi medsektorsko oziroma interdisciplinarno povezovanje, naslavljanje nekih skupnih potreb. Tukaj je ta dodana vrednost v bistvu mednarodnega sodelovanja, torej da se prepozna potrebe na čim več različnih institucijah, iz čim več različnih držav in lahko potem govorimo v bistvu o nekih skupnih potrebah v nekem ali v regiji ali širše v evropskem prostoru, in to je tista dodana vrednost, da se prijavljate v bistvu na projekte mednarodnega sodelovanja, torej da ne gre samo za neke lokalne, nacionalno specifične potrebe, ker zato so na voljo drugi mehanizmi financiranja. In pa seveda skozi vse te aktivnosti pač omogočanje v bistvu neke preobrazbe, nekih sistemskih sprememb, ki vodijo pač do nekih trajnih izboljšav na področju terciarnega izobraževanja. Zdaj, kaj seveda pričakujemo od projektov, glede na to, da gre tukaj v bistvu za neke projekte strateških sodelovanj, ki so tudi finančno, sploh bom rekla zdaj v teh paketih, lahko kar visoko vrednoteni, se seveda pričakuje nek znaten prispevek k uresničevanju prioritet oziroma prednostnih nalog programa. Pričakujejo se, kot sem tudi že izpostavila, pač neki seveda pozitivni, trajni učinki, tako na ravni vključenih, kot tudi drugih, pač posrednih uporabnikov, razvoj in pa prenos v okolje, pač nekih inovativnih praks, metod dela, tudi inovativni pristopi v bistvu k nagovarjanju ciljnih skupin za uporabo rezultatov, ki jih razvijate, razvoj novih praks, v bistvu čim bolj, bom rekla, pač čim bolj kakovostni in nekoliko kompleksnejši rezultati. Zdaj, ko govorimo o nekih individualnih pristopih ali pa novih praksah, je potrebno res pogledati, kaj je bilo na nekem področju že narejeno oziroma narejeno v povezavi s tem, in tukaj res dobro utemeljiti potem tudi v prijavi, v čem je pravzaprav inovativnost neke projektne ideje oziroma projektne priprave. Kot rečeno, pričakujejo se neki trajni učinki v smislu večje kakovosti izobraževanja oziroma usposabljanja, tudi v povezavi s potrebami trga dela oziroma civilne družbe, drugih organizacij, krepitev kompetenc sodelujočih posameznikov, tako učečih se kot tudi učiteljev, predavateljev, ostalih zaposlenih, vključenih v izobraževalni proces,
sinergija v bistvu tudi med posameznimi sektorji izobraževanja, tako da spodbujamo tudi projekte, ki so medsektorski, torej povezujejo več različnih področji na izobraževalni vertikali, in pa to, da se v bistvu torej skozi te trajne učinke, da se doseže to, da se projektni rezultati uporabljajo in da živijo tudi po tem, oziroma predvsem po tem, ko se projekt kot tak zaključi. Torej projekt je namenjen temu, da vi oblikujete te rezultate, jih testirate pri uporabnikih, jih diseminirate čim širšemu krogu, potem pa se pravzaprav oni živijo, tudi potem, ko v bistvu vi s projektom formalno zaključite, tako da tukaj bodite res prepričljivi tudi v vaših prijavah, kako boste utemeljili to trajnost v bistvu projektnih rezultatov, kdo bo skrbel za to, da bo te rezultati živeli tudi naprej, na kak način bo to podprto, kdo bo v bistvu prevzel kakšne odgovornosti in pa podporo eventualnim tudi drugim uporabnikom, ki bi se želeli po izteku projekta v bistvu posluževati vaših projektnih izdelkov in rezultatov. Zdaj še nekaj tehničnih podrobnosti, torej kdo sodeluje, nekaj smo že povedali v bistvu o prijaviteljih, partnerjih in pa povezanih partnerjih. Prijavitelj je tisti, ki seveda poda prijavo v imenu vseh partnerjev, lahko je kdorkoli. Za področje terciarnega izobraževanja, torej ni nujno, da je prijavitelj institucija iz področja terciarnega izobraževanja, vkolikor pa je, mora imeti pa EČE kodo oziroma EČE akreditacijo. Za ostale institucije, ki niste institucija terciarnega izobraževanja, pa seveda EČE ni pogoj. Pomembno je torej za sodelovanje v programu tudi, da imajo vsi sodelujoči OID kodo. Tam morate imeti v profilu vaše organizacije naložene tudi vse ažurne dokumente, tudi za preverjanje finančne kapacitete. In pa seveda predno se lotite v bistvu priprave same projektne prijave, preverite, če imate vsi ustrezne dostope do OID kode oziroma do računa, da je pač dodeljena prava oseba, ki bo lahko potem tudi izpolnjevala in urejala vso dokumentacijo v imenu organizacije. Zdaj, koga mi vidimo, torej poleg tega, bom rekla, formalnega okvirja, če pogledamo vsebinsko, koga mi kot nacionalna agencija v bistvu vidimo kot uspešnega prijavitelja. Zagotovo nekoga, ki že ima vzpostavljeno neko partnerstvo oziroma neka sodelovanja, ne pač medinstitucionalna, ne taka partnerstva, ki so v bistvu zdaj ad hoc oblikovana zgolj za potrebe sodelovanja pri dotičnem razpisu. In to se zelo hitro tudi vidi potem iz prijav oziroma ocenjevalci to razberejo. Potem nekoga, ki ima identificirane res jasne potrebe, in konkretizirane ideje, kako v bistvu te potrebe nasloviti skozi orodja programa Erasmus+. In kot sem tudi predhodno že povedala, te potrebe morajo biti res zaznane oziroma dobro utemeljene pri vseh partnerjih. In pač glede na to, da pa seveda prijavljate na razpis v Sloveniji, izhajate pač iz svoje oziroma pač iz potrebe, ki je značilna za slovenski prostor, pričakuje se torej učinek širše, ampak glede na to, da so financirani torej skozi sredstva, ki so namenjena pač slovenskim institucijam preko naše nacionalne agencije, se pač seveda posledično pričakuje, da bo pač na naš sistem imelo to največji učinek. Še eno formalno pojasnilo, institucija, torej posamezna prijaviteljica lahko sodeluje v več projektih hkrati, torej se prijavi na več projektov. Bistveno pa je, da ne prijavljate z istim partnerstvom,
Torej, eno partnerstvo lahko sodeluje zgolj pri enem projektu, torej, če se kot institucija prijavljate na več različnih projektov, morate imeti za vsako prijavo različno partnerstvo. In pa še en poudarek, z istim projektom ali pa podobnim in isto projektno idejo in istim partnerstvom se vam ne splača prijavljati na več posameznih akcij oziroma več področij, torej recimo, da bi kandidirali na področju terciarnega izobraževanja in pa splošnega izobraževanja, kot tudi ne na več različnih nacionalnih agencij. Namreč v izogib dvojnemu financiranju ima Evropska komisija v bistvu razvito orodja, s katerim se prijavnice, ki prispejo, torej vse prijavnice, ki prispejo na vse nacionalne agencije, na vse akcije, se jih v bistvu preverja in vkolikor se ugotovi preveliko ujemanje v sestavi partnerstev in v vsebini projektnih idej in aktivnosti, se taki projekti potem pač ne financirajo, saj gre tukaj v bistvu za torej ta sum dvojnega financiranja. Torej ne deluje sistem na ta način, da vi v bistvu poskusite na 5 agencijah, pa potem, če ste nekje uspešni, drugje odpoveste ali kaj podobnega, ampak morate v bistvu z jasnim fokusom izbrati agencijo oziroma razpis akcijo, na katero se prijavljate. Takole zdaj še o preomenjenem preverjanju finančne sposobnosti, torej na vaš portal z vaše organizacije morate v bistvu naložiti določene finančne izkaze, ki pa, kot imate tukaj navedeno, v določenih primerih seveda tudi niso potrebni. Tudi niso potrebni, če zaprošate za manjši proračun kot 60 000 evrov, kar pa ni relevantno v bistvu za to akcijo, saj so tukaj torej tele budžeti, ki so na voljo, so precej višji. Tukaj imate tudi vse povezave, v bistvu kam nalagate pač ta gradiva, tako da res preverite, da boste imeli pred oddajo vaše prijave tudi ustrezno urejene te finančne izkaze in v bistvu pač ustrezno posodobljene vse račune, ki jih potrebujete za sodelovanje v Erasmus plus aktivnostih. Za konec še v bistvu nekaj pomembnih informacij, torej že večkrat omenjeni prijavni rok in to, da ne čakajte na zadnji dan. Tukaj na zaslonu oziroma kasneje v gradivih boste imeli tudi na voljo vse povezave, tako do prijavnic, kot do testnih prijavnic in navodil, do vodnika za prijavitelje, ki je na voljo tako v slovenščini kot angleščini, in pa do vseh informacij še dodatnih o razpisu, ki jih najdete na spletni strani CMEPIUS-a pod zavihkom razpis. Kot rečeno, na nacionalni agenciji nudimo tudi kar precej podpore torej v tem vašem postopku priprave prijavnic. Nadaljujemo jutri z drugim delom seminarja. Če se še niste prijavili, lahko pošljete tudi meni na mail, pa vas bomo dodali oziroma vam bomo poslali potem povezavo za dostop do jutrišnjega srečanja. Prav tako pa na spletni strani najdete tudi obrazec oziroma povezavo za prijavo na osebna svetovanja. Svetovanje bom pričela v mesecu februarju, na voljo bodo termini zaenkrat ob petkih, ob 9. in 13. uri. Vkolikor pa bi bilo pač seveda več zanimanja, kot je trenutno razpisanih terminov, bom pa tudi organizirala še dodatne termine. Osebna svetovanja so torej namenjena temu, da skupaj v bistvu se pogovorimo o odprtih dilemah, o vaših že izdelanih projektnih idejah. Niso namenjena torej nekim osnovnim vprašanjem oziroma razlagi pravil, kar naredimo že v okviru pripravljalnega seminarja. Prav tako ne pregledujemo konkretnih prijavnic in ne dajemo pač zdaj konkretnih napotkov, kako izboljšati pač neko vsebino ali nek zapis.
Svetovanja so na voljo seveda vsem prijaviteljem, ne glede na to, ali ste javna ali zasebna, izobraževalna ali druga institucija, niso pa svetovanja namenjena podjetjem, ki torej se profesionalizirano ukvarjajo s tem, da pišejo projektne prijave. Za vso vsebinsko pomoč sem vam na voljo koordinatorica akcije, tukaj imate tudi naveden moj elektronski naslov, imate pa naveden tudi naslov naše tehnične podpore, kamor pa naslovite tehnična vprašanja glede prijavnic, torej če bodo kakšne težave, kakšno nedelovanje, pošljete torej vprašanje na naslov tehnična pomoč cmepius.si, pri čemer svetujem, da že kar v izhodiščnem sporočilu priložite posnetek zaslona, kjer pač jasno označite, kje je težava, zato da vam bodo kolegi v čim krajšem času lahko čim bolj učinkovito tudi pomagali z nasveti. Še nekaj informacij o vodniku za prijavitelje. Torej, to je v bistvu temeljni dokument samega razpisa oziroma razpisne dokumentacije. Sam vodnik je v bistvu strukturiran iz več delov. Torej, del A ponuja neke splošne informacije o programu, torej ciljih, namenu, tako da to je del, ki ga morate res obvezno poznati, a ne da boste lahko v te cilje programa tudi uspešno umestili vaše projektne aktivnosti. Del B, ki je tudi najobsežnejši del vodnika, ponuja informacije o posameznih ukrepih. Tukaj seveda ni relevantno celoten del, ampak tisti del, ki je namenjen akciji K2 oziroma pač projektom sodelovalnih partnerstev. Del C ponuja nekoliko več informacij vezanih na administrativni okvir in pa v zadnjem delu v bistvu imate slovar uporabljenih pojmov. Torej, ključno je, da v bistvu poznate del B, ta vsebinski del, torej za svojo akcijo in področje. Ta del zajema tudi finančna pravila in pa kriterije ocenjevanja. Kriteriji ocenjevanja so 4, skupno lahko zberete 100 točk oziroma minimalno 60 točk, da je projekt čez prag za financiranje, ali pa polovica točk pri posameznem kriteriju. Tisti, ki ste sodelovali že lani oziroma prijavljali, samo opozorim, da bodite pozorni tudi na kriterije ocenjevanja, so nekoliko spremenjeni napram lanskemu letu oziroma lanskemu razpisu, predvsem pa je točkovanje v bistvu razporejeno drugače, kot je bilo lani, in res priporočam, da ko boste izpolnjevali prijavnico, si v bistvu pomagate tudi s kriteriji ocenjevanja in sami preverite oziroma določite nekoga v vaši projektni ekipi, ki poskrbi za to, da preveri, da ste ustrezno naslovili vse kriterije ocenjevanja, saj če kateri kriterij v bistvu v prijavi ni ustrezno naslovljen, za tega potem ne dobite točka. In na koncu tudi lani je v bistvu med pragom za financiranje in tistimi, ki so ostali na čakalni listi, odločala na koncu 1 točka, tako da se vam res splača preveriti, raje večkrat in v bistvu dati še nekomu tretjemu, ki morda ne bo sam sodeloval aktivno pri pisanju prijavnice, v pregled, torej ali ste naslovili skozi vaše besedilo vse kriterije ocenjevanja oziroma točkovanja. Okvirna časovnica aktivnosti za izvedbo teh projektov, torej to je res okvirna predvidena časovnica ob gladkem poteku brez zapletov. Zdaj, ob lanskem razpisu je bilo kar nekaj tehničnih težav, ker je bilo to prvo leto novega programskega obdobja in so bila vzpostavljena tudi nova e-orodja. Torej težave so bile tako v fazi oddaje prijav, kot tudi kasneje pri obdelavi podatkov in ocen, kar je kar precej zamaknilo to časovnico, tako da imejte v mislih, da morda lahko pride tudi do tega. Pa vendar, nekako tukaj lahko vidite v bistvu predvideno časovnico, torej 23. marca, rok, ki ga ne smemo spregledati,
Potem nekje aprila, maja predvidoma bo potekalo ocenjevanje in tekom poletja potem v bistvu tudi obravnava na nacionalni komisiji, ko se sestane nacionalna komisija in v bistvu potrdi to razvrstilno listo, ki jo pripravijo ocenjevalci, se pripravijo sklepi o izboru in izdajo sporazumi. Uradni začetek projektov je od 1. septembra naprej, to pa ne pomeni, da morate ciljati na to, da se bodo vaši projekti začeli že 1. septembra. To je samo, kdaj se začne v bistvu upravičeno obdobje, torej aktivnosti ne smete umeščati v čas pred 1. septembrom, take aktivnosti potem niso upravičene za financiranje, pač pa pričetek v bistvu po 1. septembru. Kot sem danes že omenila, se lahko institucije prijavite tudi na druga področja izobraževanja. Področje, na katerega se boste prijavili, izberete na podlagi tega, komu so v bistvu v prvi vrsti namenjene vaše aktivnosti oziroma koga boste primarno nagovarjali. Tukaj so kontakti kolegic, ki skrbijo za ostala področja, torej splošno šolsko, poklicno in pa izobraževanje odraslih. Prav tako pa na povezavi lahko dostopate do informacij o seminarjih za ostala področja oziroma tudi o terminih svetovanj, ki jih organizirajo moje sodelavke z ostalih področij. Tako, jaz sem na tej točki v bistvu izčrpala vsebine za danes in sedaj dajem besedo vam in pa priložnost za vprašanja. Vabljeni k spremljanju tudi na naših kanalih, torej spletni strani, spletnih družbenih omrežjih in pa, da se naročite na naše e-novičke, s čimer si zagotovite res redno in ažurno obveščanje o vseh novostih in da v bistvu noben rok in noben razpis ne bo ostal spregledan. Hvala, Jelena. Jaz samo toliko, da v chatu zaenkrat ni nobenega vprašanja, se je pa gospod Igor Prošič oglasil z vprašanjem z mikrofonom, tako da Igor, vam kar dajem besedo. Hvala. Hvala za predstavitev. Fakulteta za aplikativne vede, privatna institucija, smo novinci pri prijavah. Morda je to vprašanje bolj za jutrišnje srečanje, ne vem, a vselej. Govorili ste o tem, da torej projektna prijava mora izhajati iz potreb, ki jih zazna organizacija kot celota, sploh v primeru večjih organizacij oziroma univerz. Kaj pa v primeru recimo manjših izobraževalnih institucij, namreč mi imamo samo 2 oddelka, ta je fotografija in pa kozmetika. Že dlje časa se pogovarjamo o vizualni pismenosti, pač skozi neko, recimo temu, družbeno aktivno prizmo. Imamo razdeljeno eno projektno idejo, ki bi jo pa želeli aplicirati specifično na torej visokošolskem nivoju na področju fotografije. In zdaj si predstavljam, kako aplicirati temo vizualne pismenosti čez cel sektor, ampak specifično nas zanima, kaj se dogaja na področju fotografije, oziroma imamo idejo, kaj se dogaja širom Evrope na področju študijev, ki imajo oddelek za fotografijo. In radi bi v bistvu razvili eno metodologijo in se lotili tega področja. Torej, nekako ne znam premostiti to na celotno našo institucijo. Tu mogoče en komentar, kaj torej v primeru manjših institucij ali pa v primeru tega nekega, ne vem, ožjega področja. Ja, seveda, projekti so lahko tudi zelo, bom rekla, področno specifični oziroma fokusirani na neko ožje področje. Vkolikor uspete, bom rekla, identificirati skozi pač razvoj vašega projekta in vaše projektne ideje, kako bi bilo to prenosljivo recimo tudi na kakšno drugo, bom rekla, sorodno področje, ki ni, kot v vašem primeru, neposredno fotografija, je to sigurno dobrodošlo ravno iz vidika te čim širše uporabe. Zdaj, če pa govorimo o nekem institucionalnem naslavljanju, je pa tako, da
tudi za te projekte strateških oziroma sodelovalnih partnerstev se izhaja iz institucionalne strategije, ki jo pač vi poznate, a ne, in vi se v bistvu z vašo projektno idejo, ne glede na to, kakšna je, pač morate nasloviti v bistvu na vašo institucionalno strategijo, torej ali občo strategijo, ali če imate recimo ločeno sprejeto strategijo internacionalizacije, ne. In če imate vi kot institucija začrtano, da želite krepiti preko mednarodnega sodelovanja določeno področje, je to čisto ustrezno, ne. Bolj je izziv tam, kjer, bom rekla, bi šli ali na vse, a ne, pač na vsa področja, na vse države, ne, in je potem preširoko in se v bistvu zgubi nek fokus, a ne. In pa v primeru, ki sem ga pač prej navedla, a ne, kjer smo imeli pa res recimo in na velikih in tudi na manjših institucijah recimo zgoščeno število prijav, a ne, da je bil en nosilec, je prijavljal 3-4 različne projekte, tukaj se pa potem že ocenjevalci tudi vprašajo, a ne, ali ta oseba, ki je hkrati še učitelj, še raziskovalec, aktiven še verjetno v kakih drugih projektih, ne samo Erasmus+, a ne, ali sploh je kapaciteta, da se v bistvu izvede tako veliko število, a ne, pač aktivnosti. Tako da, se pravim, to, če je pa pač fokus na eno področje, a ne, in je to del vaše institucionalne strategije, to pač nikakor ni ovira za samo prijavo. Super, najlepša hvala. Ok, potem smo pa včeraj dobili še eno vprašanje, in sicer strani gospoda Gregorja Polančiča, če imamo kakšne izkušnje oziroma nasvet za konzorcij Erasmus+ partnerstvo, da se vključujejo kot partnerji. Mogoče Jelena, je bilo vprašanje razumljivo, drugače povabimo. Ja, torej, če jaz navodila, ki smo jih dali danes, a ne, smo jih dali predvsem za tiste, ki boste sodelovali kot prijavitelji, torej nosilci konzorcija, seveda pa lahko na povabilo pač nekoga drugega, a ne, ki bo prijavljal projekt, sodelujete v projektih tudi kot partnerji. V tem primeru, bom rekla, seveda vsa ta osnovna, a ne, pač načela, ki sem jih danes predstavila, veljajo povsod, a ne, torej in prioritete programa so enake za vse države, razen teh, ki smo jih mi opredelili kot nacionalno specifične, a ne. To se lahko države in druge nacionalne agencije se lahko odločijo, da izberejo nacionalno specifične prioritete, ni pa to nujno. Tako da tukaj je v bistvu, bom rekla, večja vloga tistega, ki je nosilec oziroma koordinator te projektne skupine, da pač to uskladi oziroma preveri pri svoji nacionalni agenciji. Nekako generalno gledano, pravila igre, bom rekla, so taka, kot so v vodniku in so enaka za vse, seveda so pa potem neki manjši odtenki razlik od posamezne države do države. In tukaj je potem res večja vloga, ne, na tistem, ki je v bistvu nosilec in prijavitelj tega projekta, in tudi potem, če je projekt odobren, nastopa kot koordinator. Ok, hvala. To je to, mislim, v chatu ni nobenih drugih vprašanj. Vabim, če ima kdo še kakšno vprašanje, da se opogumi. Če pa ni več vprašanj, bi vas samo še spomnila, da je drugi del seminarja, torej jutri ob 13. uri. Verjamem, da bo tam več vprašanj, ker bomo šli bolj konkretno v bistvu k posameznim fazam projektnega cikla in tudi skozi posamezne sklope oziroma poudarke, kaj je pomembno z vidika same prijavnice. Sicer pa boste po izteku v bistvu obeh seminarjev dobili tudi vsa gradiva, objavljena bodo na naši spletni strani. Tam imate, kot rečeno, tudi vse povezave do dokumentov, tudi vse kontakte, tako da sem vam na voljo tudi v primeru dodatnih vprašanj. In pa, kot rečeno, za vse tiste, ki že imate izdelane v bistvu projektne ideje, pa bi želeli samo kakšne odprte dileme še predebatirati, tudi vabljeni k prijavi na individualna svetovanja, tudi preko spletne strani se prijavite tudi na to. Tako, evo, še zadnji poziv za kakšno vprašanje. Če ni, jaz ne vidim zdaj nobene roke ali v chatu, potem se vam pa zahvaljujem danes v bistvu za pozornost in za spremljanje tega seminarja. Upam, da se z večino srečamo tudi jutri. Želim vam veliko kreativnega navdiha pri pripravi vaših projektnih idej, da jih boste čim bolj konkretizirali in čim bolje predstavili potem za naše ocenjevalce. Hvala lepa.